Ampak mislim, da obrtniški poklici imajo lepo prihodnost. Ja, kakor mislim, da jih je zelo malo pri nas, a ne, da je kar pomanjkanje tega kadra, je pa tako kot, a veš, z vsakim obrtnikom, z vsakim izvajalcem, ne vem, poklic lep, težek, siguren, tudi zaradi težkih stvari, ki jih fantje pa dekleta prenašajo, a ne. In tako kot z vsakim poklicem, če ga delaš rad, poj so tudi lepe stvari, a ne. Pa mislim, da bo. Da je še je možnosti, tako da mislim, da ne bo. Na neki točki je nevarno. To, da ne bo mojstrov, ne. Tudi zdaj imamo, ne vem, primer trenutno, smo v menjavi generacije teh starih obrtnikov, ki so imeli, ne vem, ki je bil vajenc najprej 10 let, ne. Ki je res delal z nekim srcem, z nekim navdušenjem do tega, da naredi nekaj, da je ponosen na končan izdelek, ne. To imam danes včasih občutek, da se majčkeno zgublja, a ne. In da to nima več take vrednosti in pol v bistvu imamo izziv najti kadre, ne. Ampak mislim, da obrtniški poklici imajo lepo prihodnost. Zato, ker preden bo nek robot zmožen en kaminski vložek nekam postaviti, pa ga obdelati, pa da je dobro obdelan, pa da zraven še upošteva prilagajanje naročniku, pa da še malo na material gledaš, a ne, pa gor pa dol. Mislim, da smo še daleč od tega, preden bo nek robot lahko postavil nek kamin, ne. In se mi zdi pozitivno spodbujati mlade, da razmišljajo tudi o poklicih, a ne, v takih mogoče klasičnih poklicih, ker tako, kot sama praviš, so tudi lepi, a ne. Vse, ki je težkega prestaviti, se je naporan, ne, sam na koncu si pa rečeš, ne, jaz sem pa to naredil, ne, primaš v roki.